Na tokratni majski seji so laški svetniki prisluhnili še drugemu delu poročil zavodov in drugih proračunskih uporabnikov, ki jih z večine hrani naš občinski proračun ali tudi še drugi proračuni občin. Le nekaj drobcev z te seje. Poročila so v digitalni dobi posebna zvrst, v katero se rade vrinejo napake. Predvsem, kar so tokrat opozorili tudi svetniki, so iz leta v leto podobna kot jajce jajcu. Narejena po istem modelu, formi ali vzorcu, kopiraj prilepi. Neredko se pojavijo celo kakšno leto prestare letnice ali datumi. Pri branju dela poročila, ki se nanaša na zavetišče za brezdomne Celje, je bilo opaziti kar nekaj pomanjkljivosti oziroma napačnih podatkov. V bistvu je samo poročilo kopija poročila iz leta 2015. Zamenjali so samo nekaj števila nočitev. V nekaterih primerih so celo datum poročila pozabili zamenjati. Tako kot smo tudi na komunalnem odboru rekli, bi se navezal na to temo, tako kot je prej povedal kolega Marko, za ta poročila, da jih le v prihodnje malo oblikujete na novo. Vemo, da tisti, ki ste jih pogledali tudi za lansko leto, da so čisto identična, nobenih sprememb, spremenile so samo številke. Če bi toliko truda kot pri dopolnilih, ko prosijo za kakšen dodaten denar, vložili še pri letnem poročilu, smo slišali, bi se svetniki veliko lažje odločili prosilcem dati kakšen dodaten evro. Kar pa se dogaja stalno, iz leta v leto bolj potencirano, pa je dejavnost sama. V različnih poročilih sledimo vedno več količinsko in nevsebinsko bogatejši dejavnosti, ponavljanju naštevanj, celo po 3-krat in več aktivnosti, ki so itak tako unikatne, da takih ni. Vse to naj bi svetnike tako očaralo, da bi zlahka vsaj toliko namenili določenemu društvu ali ustanovi, kot so mu, pa kakega tisočaka več za povrh še v prihodnjem letu. No, kaj nam bo prinesla celostna občinska prometna strategija, ki je zdaj končana, se bo še videlo. Izkaže pa se tudi, da isti izvajalci pripravljajo študije za več občin in se dogajajo lapsusi. Med kraji naše občine se je znašla denimo Rečica ob Savinji. Pri pregledu sem ugotovil, ker smatram, da delate tele strategije za več občin, ne samo za Laško, pa me zanima, bomo našli, ker ste not navedli, da tudi delamo za občino Rečica ob Savinji, ampak po moje to ni res, ne? Savinja do Debra je mišljeno. Hvala za opozorilo, sicer to ne izhaja iz nobene druge občine, ampak je dejansko bila pač tipkarska napaka. Lapsus in dokaz, da so takšne copy-paste, kopiraj prilepi študije, res odličen vir zaslužka. Tisti, ki ne pišemo takih poročil in analiz, se lahko le čudimo, kako je s takim intelektualnim delom mogoče tako dobro živeti. In res se da. In v tem, ko so takšne študije polne dobrih namer o zdravem načinu gibanja otrok, ki da naj bi hodili tudi kaj peš in se vozili s kolesi, so v šolah odstranili vse kolesarnice. Otroke pa je treba pripeljati čisto do vrat šole. Nam je zelo težko to delati, kako zdaj to uskladiti. Mi damo 500 jurjev za prevoze, ko bi bili lahko recimo rešen, če bi država razpisala redne linijske prevoze, tako so bili ali pa tako so normalni, pa da bi otroci tudi kak kilometer kdaj šli peš, ker ne bi bilo nič narobe, dobili bi na eni strani motorične tete sposobnosti, na drugi strani delamo pa invalide, čisto odkrit povedan, za tistih 500 jurjev bi pa lahko recimo porabili 300 jurjev za zelo velik pločnik narediti, tako kot ti predlagaš, 200 jurjev bi pač dali, da bi subvencionirali prevoz in bi se otroci lahko zastoj za bistveno manjši denar vozili v šolo, če bi bili pripravljeni pač, 500 metrov do avtobusa iti. Vsaj del denarja, ki ga v naši občini poberejo šolski prevozi, gre kar za 500 000 evrov, bi lahko porabili za izgradnjo kolesarskih poti in pločnikov. No, zaradi čistilne naprave nas še kar boli
in nas bo še lep čas bolela glava, saj je vsota, ki jo je treba še odplačati, res velika in je včasih celo kar težko pojasniti, kaj natančno je bilo že plačano. Tale prvi odstavek, prosim, ko piše, da je bilo nekaj čez 600 000 zaračunano, občina je pa plačala 1 200 000, kaj je to, no? To je za nazaj. Ja, no, za razlago. Kar dajte vi, tudi jaz te številke ne vem da kar plačujemo. Vsi vemo, da je med občino Laško in med koncesionarjem bil spor glede plačila obveznosti do koncesionarja. Ta spor se je zelo dolgo vlekel in nastala je precej ena taka velika obveznost in iz tega naslova se je občina odločila za dva načina poplačila, nekaj, da bo poplačala v obrokih, nekaj pa, da bo financirala naše matično podjetje z nekim premostitvenim kreditom do konca koncesijske pogodbe in občina se je odločila za ta obročni del, katerega je imela za poplačati, za predčasno poplačilo in s tem se je tudi zmanjšala obveznosti do občine iz naslova obresti za ta obdobje, ki je bil predviden. Zato je ta poplačilo toliko večji, kot je bil pa predviden v tem letu. V množici nelogičnosti, ki jih je naša realnost polna, pa je tudi strošek obdukcij, ker jih za našo občino v nam najbližji celjski bolnišnici ne opravljajo več, saj so kadrovsko podhranjeni, nas stanejo kar 25 000 evrov. To pa je že denar, za katerega bi se dalo kaj narediti. Priložnost za naš zdravstveni dom, kot je razmišljal župan. Kar se tiče pa mrtveogledne službe, je pa prav, da tudi ta del se tamle tule, tako si naredil, bomo dali pobudo na državo, pa na Ministrstvo za zdravstvo, mislim, da to določa. Če ne pa predlagali naši direktorci javnega zdravstvenega zavoda, da jo pač ustanovi, ne? Pa bomo mi kasirali, ali pa. To je le nekaj drobiža seje, ki je trajala 2,5 ure.